Novica dneva prihaja iz kabineta predsednika republike. Borut Pahor je z jabolkom navdiha odlikoval Boška Šrota. Njegova zgodba je inspiracija za vse nas. Nekoč je visoko leto, potem pa nizko padel nase. Je prevzel vse grehe tranzicije in zdaj trpi v imenu vseh padlih tajkunov. Nesebično je pokasiral 9 let in pol. Boška Šrota smo danes ujeli pred sodiščem in ga vprašali, kako komentira to posebno državno odlikovanje. Za priznanje bi se rad zahvalil vsem politikom in menedžerjem, ki so ostali na svobodi in mi omogočili, da trpim ne samo za svoje, ampak tudi za druge grehe. Ob tej priliki bi rad povedal sam še to, da nimam nobenih materialnih dobrin več, nobenih milijonov, vse sem prepisal na Anico, še žetona za telefon mi je zmanjkalo. Pred zaporom na Dobu je zdaj kolega Kangler. Lep pozdrav! Franc, kakšni so odzivi nekdanjih tajkunov na Šrotovo odlikovanje? Večina tranzicijskih lopovov, s katerimi sem danes govoril, nima pripomb. Edino Bine Kordež je bil malo razočaran. On je prepričan, da bi si tudi on zaslužil kako priznanje, glede na to, da je vse priznal. Bil si tudi v zaporu na Igu. Kaj pravi Hilda Tovšak, ki tam prestaja 8-letno zaporno kazen? S Hildo žal nisem uspel govoriti, ker je bila ravno takrat pri frizeri. Sem pa dobil izjave 2 tranzicijskih menedžerjev, ki se bosta, kot vse kaže, izognila zapori. Poglejmo. Zelo ga cenim kot človeka in kot poslovnega partnerja. Boli me srce, ko ga gledam, a po drugi strani vem, da njegovo žrtvovanje ni za manj. On je za mene velik heroj. Trpi za vse nas, glih, da bi bil en Jezus Kristus. Je pokončen. Nima problemov s hrbtenico, ni ga božga v Sloveniji in ga ne bo. Tako, a prav, čakamo čas. Kaj je? Da sem dobro povedal, ne? Sem dobro povedal, kar je res, je res. Tam spodaj je speljan kanal iz bloka A, paralelno gre v rov iz bloka C in ven lahko prideš tam ali tam. Mater, ti pa res vse obvladaš. Kolega Kangler! Ja, tu z mano je zdaj Janez Janša, človek, ki je na nek način ustvaril lik tajkuna Šrota. Povejte, kaj vas je to odlikovanje kaj presenetilo? Ne, niti ne. Dejstvo je, da sem že na tistem famoznem sestanku avgusta 2005, torej na tistem sestanku, ki ga dejansko ni bilo, ugotovil, da je Boško definitivno iz pravega testa. Že takrat je bilo jasno, da gre za poslovneža, ki ni samo jemal, ampak je bil pripravljen tudi deliti. Recimo delnice Mercatorja za časopisno hišo Delo in podobno. Zato me ne preseneča, da zdaj tukaj na drugi strani te ograje trpi še za vse tiste, ki se mirno sprehajajo od zdravnika do sodišča. Po drugi strani pa je sramota, da človek danes nima niti za žeton. No, kako je s temi žetoni, nam bo zdaj pojasnil pravosodni minister Goran Klemenčič. Pozdravljeni. Dober večer. Poglejte, vsak obsojenec se ima pravico pritožiti zaradi kršitve svojih pravic ali drugih nepravilnosti. Je pa res, da žetoni za telefon niso nekaj samoumevnega. Treba jih je pač kupiti kot vse drugo. Ne, to ni res. Vsak zapornik ima pravico do telefona in žetoni se pod določenim pogoji lahko tudi dobijo zastonj. No, zato prvi slišim. Mogoče bi mi, gospod Janša, ki ima s tem očitno dovolj izkušenj, pojasnil, kje piše, da so žetoni zastonj. Ne govorim o teoriji, ampak o praksi. Jaz nisem dal evra za žetone. No, ni problema. Če tako dobro obvladate zaporniški črni trg, dajte potem gospodu Šrotu kakšen nasvet, da bo stvar urejena. Pa se vam zdi, da je prav, da kot pravosodni minister svetujete ljudem, naj se znajdejo na črnem trgu? Dajte, ne me zdaj. Ne, ta izjava je zrela za interpelacijo, čeprav mislim, da bi bilo bolj korektno, da takoj ponudite odstop. Boste odstopili, gospod minister? Zakaj? Zaradi žetonov? Ne se hecamo. Alo, ne, se mi tu nič hecamo. Ti, Kangler, se pa kar umiri. V tej oddaji si novinar, ne pa politik. Poslušajte, Honek, jaz imam dosti totih bučk, totega novinarskega sraja. To je bilo definitivno moja zadnja oddaja. Fajn se imejte, adijo. Janez, grejo na eno pivo. Svašta.
Hvala za obisk, gospod minister. Ne zakaj. Slovenski filmski center je ravno danes odobril sredstva za snemanje celovečernega filma o poteh in stranpoteh naše tranzicije. Film bo režiral tožilec Jože Kozina. Poglejmo, kaj pravi. Naslov filma je 9 let in pol. Gre za erotični thriller, poln akcije in transakcij. Zgodba se začne v pisarni predsednika vlade, kjer Boško in njegov poslovni partner Igor dobita zeleno luč za tajkunizacijo. Najprej obračunajo z nepredvidljivim Zokijem in vsemi tistimi, ki jih predsednik niti slučajno ne mara. Vse niti vlečejo v sodno dom Andrijana. Tukaj je še robustna Hilda, pa pred konji Bine, gradbena barona Ivan in Dušan, da ne naštajvam vseh likov. Skratka, grem kot po maslu, dokler se ne zgodi kriza in padajo. Za beatifikacijo žrtev tranzicije se zavzema tudi Rimokatoliška cerkev. V Vatikanu zdaj pozdravljam pokojnega kardinala Franceta Rodeta. Dober večer. Pozdravljeni. Monsignor, povejte najprej, ali je res, da ste sprožili postopek, da se Boška Šrota razglasi za blaženega? Tako je, na njega so padli vsi grehi tranzicije in zdaj trpi za vse padle tajkune na prostosti. A se vam zdi, da vseeno malo pretiravate s to beatifikacijo? Vsi sodni postopki v zvezi s tranzicijskimi malverzacijami še zdaleč niso končani. Kaj boste storili, če svoje grehe prizna še kakšen tranzicijski prvoligaš? Veste, ne gre samo za to, da priznaš svoje grehe. Svoje grehe sta nenazadnje priznala tako Hilda Tovšak kot Bine Kordež. A to ni dovolj. Status blaženega zahteva veliko več, tudi dokazane čudeže. Čudež bo, če bo gospod vrnil pivovarni Union vseh teh 61 milijonov evrov. To zagotovo. Na ta čudež bomo še posebej pozorni. No pa poglejmo, kako kandidat za blaženega komentira vašo pobudo. Jaz še nimam za svetnika, poleg tega mi je ta trenutek bliža čezvesoljska zombi cerkev blaženega cunenja. Kaj pravite na to izjavo, monsignor? Vidim, da se je že vmešala konkurenca. No, upam, da ne bo podlegel tej smešni verski frakciji, katere poslanstvo je zvonjenje s piskri in ponvabi. Hvala lepa in lep pozdrav v Vatikan. Bodite odsvetju.